Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja ter izjemno zanimiva tema. Namreč na veliki nagradi Velike Britanije smo videli, kako vodje skupin komunicirajo z vodjo dirke in skušajo vplivati na same komisarje. So res komisarji pod vplivom raznih ekip? Skušali bomo ugotoviti seveda v naslednjih minutah. Današnji prispevek temelji na pripombi, ki jo je izrekel Michael Masi. Povedal je, da on med samo dirko ne bere mailov, ne odpira jih, še posebej ne tistih, ki prihajajo strani ekip Formule 1. In nekoga izmed vas je pravzaprav začelo zanimati, kako da ne odpira mailov, zakaj se mu sploh potem pritožujejo razni akterji. In sedaj bomo prišli v izjemno sivo območje, kjer smo marsikdaj mi navdušenci zavedeni strani raznih ekip Formule 1. Sam dam Michaelu Masiju popolnoma prav. Zakaj bi odpiral razna sporočila med samo dirko, ko je njegova naloga tista, da je izjemno pozoren na dogajanje? On je tisti, ki skrbi na primer za varnost, za rumene zastave, za varnostni avtomobil, za na primer rdečo zastavo in še bi lahko našteval. Namreč tisti, ki skrbijo za spoštovanje pravil in morebitne sankcije ob kršitvah, so tako imenovani komisarji, varnostni delegati, tisti četvorica izbranih posameznikov, ki so tam s točno določeno nalogo. In oni so tudi tisti, ki so podpisani pod vsakim poročilom, pod vsako sankcijo. Michael Masi tu nima prevelike vloge. Res, ima vlogo, da lahko javi določen prekršek. Naprimer, ukolikor nekdo gre prevečkrat izven proge na določenem ovinku, je on tisti, ki fizično javi komisarjem, da se je prekršek zgodil. Komisarji so oni, ki izrečejo kazen. Podobno kot tehnični delegat Joe Bauer sporoči komisarjem, da je nekdo zamenjal preveč komponent pogonskega sklopa ali da določen bolid je kršil pravila Parc Fermeja. In komisarji so tisti, ki izrečejo sankcijo in ne tehnični delegat. Michael Masi lahko javi komisarjem po lastni presoji, ukolikor smatra, da je nekdo kršil pravila. Glejte, tam se je zgodilo nekaj, kar po mojem mnenju bi bilo potrebno raziskati. A brez skrbi isto lahko storijo pri vsaki izmed prisotnih ekip. To predvsem zaradi tega, ker komisarji so ljudje in lahko nekaj spregledajo. Tudi zato mi navdušenci vidimo tista sporočila na ekranu. To, da je bil incident zapažen. Ukolikor je bil incident zapažen, komisarji sporočajo vsem udeležencem, da ni potrebno več, da javljajo to dejstvo, ki so ga videli. Potem, ko je bil incident zapažen, pridemo do prve odločitve, ali se gre v preiskavo ali ne. Tudi mi navdušenci na ekranu vidimo sporočilo, kolikor je preiskava sprožena, vidimo tudi označbe na grafiki in kolikor ni potrebno nadaljnjih korakov, je to tudi eksplicitno napisano. Šele ko je postopek preiskave sprožen, lahko vidimo tudi poročilo, kjer zopet lahko komisarji odločajo, ali je bil prekršek v resnici storjen in ukolikor ni bil, preberemo, da ni nekih kazni, da ni nekega prekrška. Ukolikor je bil prekršek storjen, lahko odločajo s tistimi 5 stopnjami kazni, ki jih imajo na razpolago. In to so 5 sekund kazni, 10 sekund kazni, drive-thru in stop and go
diskvalifikacije tu eksplicitno nimajo na razpolago. Seveda, če voznik ne odsluži kazni oziroma ne spoštuje določil vodje dirke oziroma komisarjev, imajo tudi to možnost, ampak šele v naslednjem koraku. V primeru trka med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom so mnogi navdušenci klicali po diskvalifikacijah, ampak ne vedoč, da tega instrumenta v tem koraku nihče v Formuli 1 niti nima na razpolago. A vrnimo se k našemu odločanju. Seveda, komisarji so svojo odločitev tudi obrazložili. V tem eksplicitnem primeru, po mojem osebnem mnenju, so si pravico malce vzeli v svoje roke. Namreč povedali so, da Lewis Hamilton ni naredil vsega, kar je bilo v njegovi moči, da bi se trčenju izognil. Sam sem še zmeraj mnenja, da je bila čista dirkaška nesreča in to so potrdili tudi Charles Leclerc, Valtteri Bottas in seveda Fernando Alonso. Mnenje Valtterija Bottasa tu je malce pristransko, kajti je moštveni kolega Lewisa Hamiltona. Sam sem v komentarju že citiral Charlesa Leclerca, dodajam tu še Fernanda Alonsa. Nič zato, gre za neko subjektivno mnenje. Če se kdo izmed vas s tem ne strinja, ima tudi pravico to izraziti. Komisarji seveda stojijo za svojimi odločitvami in prav je tako. Verjetno so v vsej situaciji tudi videli, da ukolikor bi to trčenje poimenovali kot dirkaški incident, bi napravili nek precedens. V nadaljevanju sezone bomo lahko videli še tudi marsikateri drugi dotik med vodilnimi akterji in verjetno si komisarji ne želijo tega, da bi se nekdo skliceval, saj na veliki nagradi Velike Britanije je bil to dirkaški incident. Velika odgovornost. In sam kot nekdo, ki je doma na kavču, ne vem, kako bi se odločil na njihovem mestu. A sedaj, ko smo te osnove malce razčistili, se moramo vrniti k našemu poglavitnemu vprašanju. Zakaj so se pri Mercedesu Toto Wolff in pri Red Bullu Christian Horner sploh obrnili na vodjo dirke? Zakaj je Toto Wolff sploh šel do komisarjev? Je to dovoljeno? Je to zaželjeno? Ali so to neke vrste pritiski? Komisarji odločajo samostojno, imajo na voljo več inštrumentov kot mi navdušenci. Imajo tudi možnost klicati na zagovore razne akterje, ukolikor njihovi elementi niso dovolj jasni. In sedaj ne vemo, koga so poklicali, kajti ukolikor bi prišlo do uradnega zaslišanja po dirki, bi mi videli tista povabila, objavljena so na uradni strani FIA. A to, da sta začela Toto Wolff in Christian Horner govoriti z Michaelom Masijem, je predstava za nas. Kot sem vam že povedal, Michael Masi nima nobenega vpliva na to, kako se bodo odločili komisarji. Lahko jim pripomne, da nekaj pogledajo, a zopet je na njih, ali bodo to storili ali ne. In to, da se zgovarjajo pri raznih ekipah na vodjo dirke, ni nič drugega kot to, da niso tiho, da se kažejo kot močni akterji in da nekako podpihujejo polemiko. V Formuli 1 dobro poznajo pravila. So eni izmed najboljših, kar se tiče interpretacij, drugače ne bi bili tam. Ampak so tudi strokovnjaki pri vzpostavljanju intrig in dvomov. Zakaj nihče izmed vpletenih ni ustavil protesta nad odločitev komisarjev? Zakaj se nihče ni pritožil, ukolikor je bila odločitev tako napačna? Spomnimo se Velike nagrade Kanade v sezoni 2019.
kako so pri Ferrariju ustavili protest, so se pritožili nad odločitev komisarjem, ko so kaznovali Sebastiana Vettla. Seveda, protest oziroma pritožba se ni končala tako, kot so si pri Ferrariju želeli, ampak prepričani so bili v svoj prav in šli so do konca. Sedaj pa poslušamo v raznih medijih izgovore o tem, kako se komisarji niso prav odločili, kako bi bilo potrebno drugače postopati, čeprav nihče kljub temu, da je imel priložnost, jo ni izrabil. Rezultati dirke so dokončni in to zaradi tega, ker so pritožbeni roki zapadli. Torej, ne smemo verjeti vsega, ne Hornerju, ne Totu Wolfu, ne Helmutu Marku in nasplošno nikomur, ki daja podobne izjave v svetu Formule 1. Vse je le predstava za nas, gledalce, da zadeve izgledajo malce bolj zanimivo, malce bolj pestro, malce bolj ostro. Konec koncev vprašanje. Mnogi izmed nas pravijo, kako je bilo lepo včasih, ko so vozili platišče ob platišču, ko so se borili, marsikdaj bi malce izrinili. Kolikor vam omenim dvoboj Ayrtona Senne ter Alaina Prosta, se bomo vsi spomnili tistih 2 trkov na veliki nagradi Japonske. In sedaj, ko so se za trenutek ti stari časi kazali na obzorju, se dobido isti navdušenci, ki pravijo, kako to ni prav. Ne vem, kdaj dobivam občutek, da mi, publika v Formuli 1, pravzaprav ne vemo, kaj bi hoteli in bistri vodje ekip to našo neodločenost tudi zlorabljajo. A kot ponavadi, moj oseben pogled, moje mnenje, moje poznavanje pravil, ki je lahko kot običajno tudi napačno. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.